moj Maribor zdrav. Žan, jaz moram povedati to vsem, ki poslušajo. Namreč ti že nekaj časa živiš blizu prestolnice in prej si omenil, kak je fajn slišati, ko nekdo reče tu, Fras, kaj si govoril, nekaj po domače? Ne vem, lahko da vodo sem prinesel. Ja, čakaj. Križa, nič, ti ne. Evo. Da te pozdravim. Nimaš, ne? Pozdrav, gledaj zdaj. Bog daj srečo, ali pa kaj takega, recimo. Videl? Ali pa Bog daj. To pa je direkt z Gosteraja, ne? Ja, vidiš? Zdrava. Bog daj srečo tudi tebi. Ja. In vsem, ki to zdaj čujete. Izvrstno, evo, pa še, ne, malo ven dat. Žan, baje, da imaš ti nedaleč stran naprej en v bistvu veliki koncert, moramo reči, ne? Ogrom. Ja, v bistvu imam dva velika, ne? Eden je blizu Ljubljane oziroma v Ljubljani. Ja? Ta je za predstavitev albuma 23. novembra, ampak ta, na katerega si napeljal, ki je meni zelo, zelo ljub in pomemben in sem res ponosen in vesel, da ga delamo z ekipo, je pa 1. decembra in to v ikonični, legendarni dvorani Tabor. Okay, širijo se govorice, da karte v bistvu gredo kar faced hitro. Na srečo, res. To. Sem res vesel, ko sem to tudi slišal od organizatorov. Danes sem namreč bil v dvorani Tabor zjutraj in sem snemal tam ene promo posnetke in ko so mi rekli, da karte grejo in še eno zelo pomembno stvar so mi rekli, ki se mi zdi ful super ideja. Namreč naredili bojo organiziran prevoz z avtobusi iz okoliških krajev, Ruše, Slovenska Bistrica, Lenart, Tuj in avtobusi bojo vozili ljudi na koncert. Si kdaj mislil, ko si bil v oddaji, kjer so iskali talente, da bo se kdaj zgodilo to, da bojo z busi hodili iz okolice v Maribor na tvoj koncert? Ne, to je bila zadnja stvar, ker bi takrat pomislil. Ne, res nisem pomislil na to, plus tega nisem si mislil, da bom tako hitro mogoče naredil tudi eno tako dvorano, kot je dvorana Tabor, ampak zdaj, ko se to dogaja, se nekako poklapljajo stvari in vseeno 12 let je od tega, ne? Kaj si omenil, 12 let je od tega momenta. Ja. Ampak v teh 12 letih si mogel pune delati, da si zdaj na tej točki, da se ljudje z busi pripeljali. Se mi je zdaj vsralo, ne, reče. Ja, kaj se reče, vsralo pod narekovaj. Poznam en izjemen pregovor, v bistvu lahko rečemo temu, en prijatelj ga je izdal, izgovoril, kaj je rekel, nam je uspelo čez noč po 25 letih. Ni, ne? Jaz isto ker za naenkrat si, ne, ampak vse, kaj si prej lulal, če lepo rečemo. Ko ni noben gledal, ko ni bilo nobenga, ne, sem bil doma, špilo svojo kitaro, ne. Vidiš, žulo, ne. Žulo, kitaro svojo, pa pač... Ja, to je vse rezultat tega in v pravem času, na pravem mestu, pa... Kaj si ti, ne? Drugače, Žan, torej nov album, pa nov single imaš tudi zunaj, ne, ki napoveduje ta album. Zdaj, hkrati, ko si rekel, da imam nov single, ne, sem se odločil za en poseben način izdajanja komadov iz albuma in med tem, ko v bistvu promoviram nov single, je že danes prišel že spet nov single. Na platforme in vsak petek prije nov single ven do izdaja albuma. Ampak ja, Slepa ulica je ta nov komad, nov single in ful sem vesel, da je zdaj že skoraj teden number one trending, pa pustimo zdaj te številke, pa oglede, whatever, ampak to mi pove dosti, to pomeni, da pač ljudje v Sloveniji dejansko poslušajo moje komade, si ga dajo gor in logično. To je meni veliki, bom rekel, pač pokazatelj tega, da nekaj delamo prav. Če ne bi poslušali, ne bi bil v dvorani Tabor. Ja, verjetno res. Pa to si malo rekel, Fras, ne bi bil niti tu. Ja, se malo pohecam. Žan, jaz mislim, da smo mi dva z Markotom in ostali poslušalci in gledalci mimo grede na Facebooku, lahko gledate vse skupaj pripravljeni in v pričakovanju, da nam zašpilaš ti nekaj tu v živo, ne? Kjero tebi? Ja, daj novo, ne? Eno našo? Ja, te pa daj. Te pa dam eno slepo ulico. Ok, bom jaz dal tu na tiho, Žan, ti pa kar lepo prosim. Izvoli. Še enkrat pozdravljam vse gledalce, poslušalce na Totem radiju. Danes bom iskal te
a tvoj naslov je slepa ulica. Sonce vzhaja, božja ti obraz in tvoje sladke ustnice. Nihče ni padel globje kot sem jaz in mislil, da pomeni ti vse. A bil sem le zdravilo za tvojo bolečino in še vedno padeš mi v objem, ker mojo si praznino zapolnila kot vino in spet nalil bom ga, ker vem, danes bom iskal te ljubica, a tvoj naslov je slepa ulica. Ti si inkognito, vse ostane skrito, zmeraj greš potiho in ne pustiš sledi. Skoraj sem imel te ljubica, a tvoj naslov je slepa ulica. Zdaj še zadnjič gledam te, ko greš, zaklel sem že na mnogo se stvari, a še vedno znaš vrteti me, ker veš, vroča mi po žilah teče kri in spet si malo moja, a vedno samo svoja. Jaz ujetu tvoje sem pasti, ker zame si kraljica, a grenka je resnica, da ostal sem brez moči. Danes bom iskal te ljubica. Ajde, ki so bobni na mizi. A tvoj naslov je slepa ulica. Ti si inkognito, vse ostane skrito, zmeraj greš potiho in ne pustiš sledi. Skoraj sem imel te ljubica, a tvoj naslov je slepa ulica. Bravo, bravo! Kralj! Svetovno, Žan, jaz bi samo rekel, pohvalil bi tvoj čist vokal, no, ne morem drugače reči. Ja. To se vidi, da je dober mikrofon v studiu, ne? To je edini razlog za čisto. Pa nastop ne bi pohvalil, ker se vidi, da nisi več iz tistih časov, ker verjetno bolj posran ali pa ne, na odru, zdaj pa že Fras, kaj si rekel? to, kar si slišal. Kaj, posran? Ja, Čist prav je rekel, zato ker jaz sem dolgo časa se ful boril s tremo. Aha. Še do nedavnega, 2-3 leta nazaj sem imel ful probleme, ampak sem imel ful tremo pred koncerti, da sem imel prešvicane roke in nisem mogel razmišljati nič, ampak ko nekako odložiš oziroma daš iz sebe to breme, da nikoli nisi perfekten in nikoli ne boš in ni fora v tem, da si perfekten, ampak je fora samo v tem, da daš sebe in si iskren pred mikrofonom. Enkrat se naredi ta klik, mentalni. Ja, klik je. Pa je pol vreden. Ja, ko se zavedaš, da nikoli ne boš vsem všeč, ne? Ja. Enim boš, enim ne, kaj je. Kaj bi radi? Točno to, pa nisem jaz tu, da bi sploh dokazoval komu kaj, ampak jaz sem vedno na mojih koncertih, da dam ljudem nekaj, da oni grejo 3 metre visoko iz dvorane na koncu in rečejo, wow, kjer je koncert. Tako. In grejo na avtobus in se pelejo v ruše nazaj. Recimo. Ne, oni nočejo pol na avtobus, ne, je tako dobro bilo. Oni pred busom pol, ne, pa imajo iz nahrbtnika. Ok, Žan, ni skrivnost, če se malo od muzike omahnemo, da rad sam kuhaš oziroma sam sebi pripraviš take izjemne obroke. Mimo grede, prej smo se mi malo, preden si prišel, pogovarjali o enolončnicah, ker je zdaj tako vreme, da zdaj paše, pa petek je, mogoče danes narediš, pa imaš soboto, nedeljo,
pa mogoče še v ponedeljek. Si kdaj tu tudi kakšne enolončnice, si močen na tem področju ali kak? To bi bil perfektni scenarij, da bi jaz si eno lončnico lahko skuhal, ne pa lepo 2 urci to pacao, lepo doma, ali pa 6 ur, ali pa 6 ur celo. da se govedina razkuha. Pak moram reči, ne, presenetili ste me to, da se zdaj o tem pogovarjamo, ampak sem dal par dni nazaj na story eno stvar, ki sem jo skuhal res in vedno manj kuham nažalost, zato ker mi pač čas ne dopušča in pol cenim te trenutke, zato ker mi je res kuhanje dost podobna stvar kot delanje glasbe, ne, daš prave elemente, pravi okus moraš zmešati in na koncu dobiš neki vse vtise, ne, in v enolončnicah pa moram priznati, da nisem dober. Vse stvari, ki se na hitro naredijo. Za enkrat še. Zdaj pa časi, lepo. To pa najprej gris, ne, osvojiš recimo. Gris. Gris že kdaj naredil. Mimo grede, oboževalke so, glej, že predvsem lahko pomahamo. Zdravo. Vidiš, kar rdeči sta šli stran. Lepo, lepo. Ne vem, če sta zaradi mene prišli, ko sem jaz pomahal. Ne, zaradi frasa hodijo. Ja, redno. Zagotovo. Ok, Žan, slišali smo tudi, ker mi marsikaj slišimo, to. Radio, da si tudi velik oboževalec totega reporterja Milana, da si z njimi gor rasel v bistvu. Res je. Res. Jaz imam 8 let starejšo sestro, ne, ki mi je pol predstavila. Zdravo sestra. Zdravo sestra Anja. Anja. Midva smo res se presmejala na tega reporterja Milana, ne, že ko sem jaz bil froc. 10 let nazaj, še več. To je pa en test za tebe, ne, Žan. Da vidimo test. Torej, iz katere resnice, slušalke boš rabo. Slušalke, tu lahko, gled, čakaj bom. Če so to prave. Probaj. Vem, fras je tu glavni mojster. Slišiš muziko? Ne, nič. Ne, te pa si da druge gor. Gled. Kaj pa to? To te pa boja. Si pripravljen, fras je za tebe en test pripravo, tako da... Iz katere resnice je to? Pogosto pokamplat, popenzlat, štafel pohoblo, modra sem rekla, dava, če je treba. Nisi pravi, Ne vem, s kjere epizode. Fras ve na pamet, vse Milan. Zafrkal. Edini na svetu. Resnica ni plenica, ampak marsikomu smrti. To je pa res. Žan, jaz predlagam, da še ti en komad vrežeš, najmanj. Dajmo še te enega. Kaj si kaj zaželima? Lahko si kaj zaželita iz mojega repertoara. Si ziher? Dako. Jaz bi si onega, ko je prej bil. Ti bi lahko z mano zapel. Medvar znal. Daj lepo te. V zboru. Pusti mi spomin, samo za tebe. Ajde, daj. Dajmo to tega. Za mene, zdaj to malo čudno, ampak dobro, glej, smo, ne, neki dedi. Žan Serčič na Totem radiju, izvoli. To so take romantične dušice, ko si ti veš med. Kaj vse ve Bog o nama? Bila sva srečna, bila sva večna in vse sva si priznala, drug se drugemu predala, kot tole mi dva sva znala. A jaz pozabil, zdaj sem nase in več ne znam pogledat vase. A sva se izgubila in čez noč se odtujila, a vzela sva si krila. Danes spet sem se zlagal, da ne bom te več iskal. A jaz od drugih iščem tebe, ker vzela si del mene, vzela si ga le za sebe. Pusti mi spomin, naj ujame dušo, preden se utopim, naj objame vsako nočko, sam zaspim, naj odnese bolečino, ko trpim, pa daj vzemi vse. Pusti mi spomin, naj ujame dušo, preden se utopim, naj
in vzela pol srca, le pusti mi spomin. Si terco zapel zdravom prej? Upam, da, ja. Zelo lepo. Daj še enkrat po refrenu. Vse stvari sva zakopala, za sabo vrata vsa zaprla. A je to bila le igra in mi dva sva danes tujca, sva še včeraj se ljubila. Danes spet sem se zlagal, ti dobro veš, da mi je žal. Včeraj bil sem ves tvoj svet, zdaj za tebe sem le sled in ti šla si brez besed. Pa daj vzemi vse, a pusti mi spomin, naj ujame dušo preden se utopim, naj objame vsako nočko, sam zaspim, naj odnese bolečino, ko trpim. Pa daj vzemi vse, a pusti mi spomin, naj ujame dušo preden se utopim, naj objame, ko bo šla in vzela pol srca, le pusti mi spomin. Oh no, naj objame, ko bo šla in vzela pol srca, le pusti mi spomin. Jaz sem se v kuro spremenil, Žan, leto. Bravo. Terco imaš pa dobro, no. Ja, Ti bi si mislil, če bi mi naredila eno turnejo, ne. komod. Jaz kitara, vokal, ti miza. A kak je s potnimi, pa to? Nekaj može, ne? Lahko mi plačeš, da si zdrav. To vidiš, ne? Pa se spijemo, nekaj pa gremo na pico, pa domov. To je to. Žan Serčič, torej rekli smo 1. december, koncert v dvorani Tabor, karte grejo ful hitro, tako da dajte se zagnati, da ne bo pol spet en dan prej SMS-ov pa klicov, čuj, kaj še imaš, kaj še imaš, kaj? Ja, ne, nima. Razumeš, kaj, ne? Avtobusi bojo hodili, rekel si, iz okoliških krajev, filajo avtobuse, tako da ni heca, no, da nekdo misla se, zdaj mi tu hecamo, ne bo kart, dajte pohiteti. Dajte nabaviti, Žan, samo to še me zanima, kako bo izgledalo na odru 1. decembra v dvorani Tabor, koliko vas bo? Bo to malo jače, več, bo to na easy ali kak? Razširjena zasedba, v bistvu največja zasedba do zdaj, ker smo 8 plus gosti in definitivno največji sound in audio in vizualno smo pripravili z ekipo, oziroma se res pripravljamo z ekipo na to že pol leta. Tako da res se veselim. Zdaj se že jaz, kurjo kožo imam, ko mi takega. Žan, jaz bi samo ti dodal, polagam ti na dušo, ne, da si vzami tudi malo časa za hrano in si skuhaj kaj dobrega. Hvala ti. Bom, zdaj si me tak raznežil, da ne vem, jaz si predstavljam, da ti tudi znaš kaj dobrega skuhati. Ne. Ne, pa bi jaz samo opozoril, Žan, če naju pogledaš, tak tu pod majico pa sebe je neka razlika, tako da glej. Bi mogoče bolj vama zaupal, no? Glede hrane, ne. Žan Serčič, hvala lepa, da si bil naš gost. Jaz ti želim vso srečo na vseh teh 7000 špilih, ki še bodo do 1. decembra. Pa se vidimo v dvorani Tabor, vi pa ne pozabite, kupite karte, prednjih svali. Hvala vama, hvala Toti Radio, hvala vsem poslušalcem, res se veselim, da se vidimo 1. decembra. Čau, lep dan. Ajde. My baby, my Valentine. Yeah, now you do make it what temperature is. If you leave me a good time, I swear you are like the